V luči svetovnega dne ozaveščanja o dostopnosti, ki ga letos obeležujemo 15. maja, vas pozdravljam na konferenci Digitalna dostopnost za vse. Moje ime je Gregor Gruden in bom povezovalec programa. V Sloveniji je med 160.000 in 170.000 invalidnih oseb, za katere je digitalna dostopnost ključna za enakopravno vključevanje v družbo. Kljub napredku na tem področju pa še vedno obstajajo številne ovire, ki onemogočajo, da bi vsi imeli enak dostop do spletnih vsebin in storitev. Zato je ključnega pomena, da spletne strani, aplikacije in digitalne platforme postanejo dostopne za vse, ne glede na morebitne fizične, kognitivne ali senzorične omejitve posameznika. Na današnjem dogodku, ki ga organizira Inšpektorat za informacijsko družbo v sodelovanju z Evropskim centrom Accessible EU, bomo skupaj z različnimi strokovnjaki in uporabniki digitalnih storitev raziskovali izzive, rešitve in prihodnost digitalne vključenosti. Lepo pozdravljeni v imenu obeh organizatorjev, torej vsi, ki ste tukaj z nami, v živo, in tudi vsi, ki ste se nam pridružili preko Zooma. Vse udeležence preko Zooma bi opozoril, da se morajo prijaviti s pravimi imeni, da avtomatsko dobijo potrdilo o udeležbi. Vsi udeleženci boste dobili potrdila o udeležbi preko maila, ki ste ga navedli pri prijavi. Udeleženci tukaj na Brdu boste prejeli potrdila na podlagi podpisa ob registraciji, udeleženci na Zoomu pa tisti, ki boste spremljali konferenco vsaj 15 minut, oziroma boste priklopljeni vsaj 15 minut. Vsem udeležencem, ki so z nami tukaj v živo, naj povem, da si lahko ogledajo v sosednjem prostoru pripomočke za dostop do informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Razstavljena orodja je prispeval Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Imamo tudi nagradno igro za vse udeležence, ki ste v dvorani, in sicer ste v vrečkah, ki ste jo prejeli v registraciji, dobili tudi kartonček z Brajevo abecedo. Spodnja vrstica pa je v Brajevi pisavi izpisano geslo. Ko vam ga uspe prebrati, če vam ga uspe prebrati, na priloženi listek izpišete geslo, izpolnite svoje ime in priimek ter listek oddate v posodo na mizi pri koncu dvorane. Na koncu konference bomo izžrebali srečnega dobitnika. Prosimo pa vas tudi, da na koncu konference izpolnite vprašalnike o zadovoljstvu. QR kode najdete v dvorani na listih in ob koncu konference bo izpisana tudi na ekranih. V Zoom klepetalnik bomo dodali še povezavo za tiste, ki nas spremljate online. Vnaprej hvala, to nam bo v veliko pomoč pri organizaciji nadaljnjih dogodkov. Torej, današnja konferenca ima dva dela. V prvem nam bodo gostje z Ministrstva za digitalno preobrazbo in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije imeli uvodne nagovore. V drugem vsebinskem delu pa se bomo posvetili zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zakonu o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide. Predstavljene bodo pravice oseb z invalidnostmi v Sloveniji, evropska in slovenska zakonodaja na področju digitalne dostopnosti ter praktične rešitve za izboljšanje dostopnosti digitalnih storitev in proizvodov. V drugem delu pa bo sledila okrogla miza, na kateri bodo osebe z različnimi oblikami oviranosti z nami delili svoje težave in izkušnje v digitalnem svetu. To bo obogatilo razpravo o zagotavljanju enakopravnega dostopa do spletnih vsebin in storitev ter vzpodbudilo zavedanje o pomenu dostopnosti v ustvarjanju vključujoče družbe. Okrogla miza bo osredotočena na izzive in priložnosti pri zagotavljanju digitalne dostopnosti v različnih sektorjih in se dotikala potreb in zahtev različnih skupin oseb z različnimi oblikami ovir. Pa začnimo. Za uvodni nagovor bo na oder prišla dr. Aida Kamišalić-Latifić, državna sekretarka iz Ministrstva za digitalno preobrazbo. Prosim. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, cenjeni gostje. Dobrodošli na današnji konferenci, posvečeni eni izmed najpomembnejših tem sodobne digitalne družbe, digitalni dostopnosti za vse.
V digitalni dobi, ko so spletne storitve in mobilne aplikacije postale nepogrešljiv del našega vsakdana, moramo zagotoviti, da ima vsak posameznik enake možnosti za uporabo teh storitev, ne glede na svoje zmožnosti. Digitalna dostopnost ni le tehnično vprašanje, je vprašanje temeljnih človekovih pravic, vključevanja in pravičnosti. Gre za to, ali bomo kot družba omogočili, da se v digitalni svet enakovredno vključijo tudi tisti, ki se soočajo z različnimi oblikami oviranosti. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki smo ga sprejeli na podlagi Evropske direktive, je pomemben korak v tej smeri. Njegov namen je jasen: zagotoviti enake možnosti vsem uporabnikom, omogočiti dostop do ključnih informacij in storitev ter uresničevati pravico do enakopravne udeležbe v digitalnem prostoru. A s sprejetjem zakona delo še zdaleč ni končano. Pri njegovem izvajanju se številne organizacije soočajo z izzivi, bodisi zaradi pomanjkanja ozaveščenosti, tehničnih ali finančnih omejitev, ali pa zaradi potrebe po dodatnem usposabljanju zaposlenih. Zato je danes še posebej pomembno, da širimo zavedanje o dostopnosti ne le med zavezanci zakona, temveč tudi v širši družbi. Dostopnost ne sme biti dodatek, ampak temeljno izhodišče pri načrtovanju in izvajanju digitalnih rešitev. Ključno pri tem je sodelovanje s strokovnjaki, razvijalci, državnimi organi, a še posebej z invalidskimi organizacijami in civilno družbo. Oni najbolje vedo, s kakšnimi ovirami se vsakodnevno srečujejo uporabniki in kako jih lahko skupaj premagamo. Njihove izkušnje in znanje so neprecenljiv vir pri snovanju zakonodaj in razvoju tehnologij, ki so resnično dostopne vsem. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo zavezani nadaljnjemu razvoju digitalne dostopnosti. Želimo vlagati v izobraževanje, spodbujati inovativne rešitve, izvajati nadzor, a tudi nuditi podporo. V prihodnosti želimo še bolj sistematično spremljati napredek in testirati rešitve v sodelovanju z uporabniki. Spoštovani, dostopnost je ključ do vključujoče digitalne družbe. To ni le naloga države, to je odgovornost nas vseh. Le skupnim delom, vztrajnostjo in medsebojnim razumevanjem lahko dosežemo spremembe, ki bodo omogočile enakopravno digitalno prihodnost za vse. Naj bo današnja konferenca priložnost za izmenjavo znanja, dobrih praks in pogumnih idej. Hvala vsem, ker ste tukaj in ker soustvarjate bolj dostopno prihodnost. Na oder vabim Dragana Petroviča, glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci konference Digitalna dostopnost za vse. Lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v živo in tudi nadaljavo. Danes smo predstavniki Inšpektorata za informacijsko družbo tudi kot soorganizatorji današnjega dogodka tukaj z vami, da bi skupaj bolje razumeli pojem dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Zato se zdi smiselno najprej, da si postavimo vprašanje, kaj pravzaprav pomeni dostopnost v tem kontekstu. Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij pomeni, da so orodja in tehnologije zasnovani in razviti tako, da jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ne glede na njihove morebitne oviranosti. Formalno podlago za to predstavlja Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je bil sprejet aprila leta 2018. Z njim smo prenesli tudi Evropsko direktivo, katero v angleščini imenujemo Web Accessibility Directive, v slovenski pravni red. Namen zakona je jasen. Uporabnikom omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja, ter jim olajšati uveljavljanje njihovih pravic. To je še posebej pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranostmi. Tukaj imamo v mislih slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, osebe z različnimi kognitivnimi težavami,
potem obnemogle osebe, starejše ter gibalno ovirane osebe. Danes bomo imeli priložnost izvedeti več o zakonodaji in inšpekcijskem nadzoru na tem področju. Praktično vam bomo prikazali, kako izvedemo inšpekcijski pregled spletišča in vas seznanili z najpogostejšimi napakami, ki smo jih pri nadzoru ugotovili. Zakon se je začel uporabljati postopoma, najprej za nova spletišča, nato za obstoječa in nazadnje še za mobilne aplikacije. Tako danes morajo biti spletišča in mobilne aplikacije zavezancev, morajo izpolnjevati vse zahteve glede dostopnosti. Zavezanci po tem zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter osebe javnega prava v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Naš skupni cilj je spodbuditi večjo vključenost pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in močno zmanjšati ali celo odpraviti izključenost uporabnikov z različnimi oblikami oviranosti. Hvala lepa. Izredni profesor dr. Matjaž Debevc, nacionalni izvedenec za Accessible EU. Prosim. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani inšpektor, spoštovani predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, še posebej tisti, ki ste z nami na daljavo. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Evropskega centra virov dostopnosti v angleščini Accessible EU. Center je glavni steber Evropske strategije o pravicah invalidov za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Glavni namen centra je pomagati, nuditi podporo državnim organom in tudi inštitucijam pri izvajanju zakonodaje, pri spodbujanju dobrih praks in pri krepitvi znanja ter pri povezovanju deležnikov, ki delajo na področju dostopnosti. Deluje pravzaprav kot vozlišče znanja, kjer si izmenjujemo informacije in iščemo tudi rešitve, izkušnje, tako da potem s pomočjo teh lahko pomagamo vsem inštitucijam, ki potrebujejo kakršnekoli pomoč, podporo pri izvajanju dostopnosti. Današnja konferencija ni le ključe, ampak je dolgoletno prizadevanje mednarodne in evropske javnosti. Osnova je vsekakor Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo vsi poznamo in ki jo je Slovenija ratificirala že leta 2008 med prvimi državami na svetu. Kar pomeni, da smo mi dejansko zavezani tudi zakonodajnim instrumentom, ki jo določa Evropska unija. In dva takšna zakonodajna instrumenta bomo danes spoznali. Prvi sklop je, kot smo že slišali, zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij za organe javnega sektorja. To je prvi sklop, v katerem bomo danes imeli priložnost slišati. Drugi sklop je, kar je pa zelo pomembno letos, je tako imenovana direktiva, ki jo imenujemo Evropski akt o dostopnosti. Ta pride v veljavo junija letos in ta bo tudi temelj za širšo javnost, saj omogoča dostopnost do proizvodov in storitev za širše, ne samo za organe javnega sektorja. Če ponazorim, naš center dela tako, da poskušamo osveščati javnost z vsaj 3 dogodki na leto. To pomeni, vsaka država članica Evropske unije mora izvajati 3 dogodke. Prvi dogodek je dogodek osveščanja, drugi dogodek je za izobraževanje in tretji dogodek je namenjen obreževanju. In današnji dogodek je namenjen osveščanju javnosti. In vesel sem, da lahko ponazorim z konkretnimi podatki, da imamo danes, koliko sem informiran,
imamo kar 850 udeležencev, kar je impresivna številka za tako majhno državo, kot je Slovenija. Če vemo, da v okviru cele Evropske unije težko dosegamo v dogodkih tako številko. Tako da to nas navdaja s ponosom, a hkrati tudi z odgovornostjo. Nadaljevati moramo z delom. Iskati moramo rešitve, pomagati, določiti dostopnost za vse. In da ne pozabim še to, Slovenija je lahko ponosna na svoje dosežke. Namreč, konkretno, Evropski center virov o dostopnosti mora na primer vsaki državi objaviti vsaj 5 primerov dobre prakse. Medtem ko nekatere države komaj dosegajo 5 primerov dobrih primerov prakse na leto, jih mi lahko prikazali več kot 30, pa še več bi jih lahko. Dejansko nas nekatere države že jemljajo za vzor. Latvija, na primer. Potem lahko rečem to, da v tem primeru lahko vidimo, da imamo danes priložnost ne samo za strokovno izmenjavo, ampak vidim to tudi velik korak naprej v smer demokratične družbe, v smer enakopravne družbe, enakovredne družbe in vesel sem, da ste danes vsi z nami. Hvala, ker ste danes tukaj in upam, želim vam navdihujočo in uspešno konferenco. Hvala. Gospod Mithed Huskič, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Lep pozdrav, spoštovani udeleženci in udeleženke današnje konference. Dovolite mi, da vas v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in v svojem osebnem imenu lepo pozdravim in zaželim dobro konferenco. Z velikim veseljem in ponosom vas pozdravljam na konferenci Digitalna prihodnost, dostopnost za vse. Vaša prisotnost danes tukaj potrjuje pomembnost prizadevanj za bolj vključujočo in dostopno digitalno prihodnost, ki je namenjena prav vsakemu posamezniku, ne glede na njegove fizične, senzorične ali kognitivne sposobnosti. Digitalna dostopnost ni zgolj vprašanje tehnologije, temveč vprašanje pravičnosti, enakih možnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. V svetu, kjer digitalno okolje postaja ključno v izobraževanju, zaposlovanju, storitvah in vsakodnevnem življenju, si moramo prizadevati, da nihče ne ostane v ozadju. Današnja konferenca združuje strokovnjake, inovatorje, odločevalce in uporabnike, ki delijo skupno vizijo ustvariti digitalni svet, ki je dostopen in prijazen za vse. Vaši prispevki, izkušnje in predlogi bojo ključnega pomena za oblikovanje strategij in rešitev, ki bojo vodile v boljšo prihodnost. Želim vam navdihujoč dan, bogat s novimi spoznanji, konstruktivnimi razpravami in idejami, ki bojo premikale meje mogočnega. Naj bo ta konferenca korak naprej k našemu skupnemu cilju digitalne dostopnosti za vse. Hvala, ker ste tukaj in ker s svojo prisotnostjo soustvarjate spremembe. Najlepša hvala in še enkrat uspešna konferenca.